Dime, Dejan, zdravo. Pozdravljen. Dejan, sicer te poznamo iz skupine Kingston, tokrat pa si prestopil na drugo stran v drugačne glasbene vrste. Ja, res je, jaz zdaj že kar nekaj let delam te svoje avtorske projekte. Načeloma imam 3 za sabo, že cele plate, kjer se pač spogledujem z različnimi zvrstmi muzike. Ta je pa zdaj prav nekaj posebnega, ker je v čistenem drugem stilu. V bistvu čisto slučajno, kot sem že tudi napisal, z nekim malo džemanjem po novi mandolini, ko sem jo dobil, sem pa v bistvu dobil neko idejo za pesem, pa tudi nisem točno vedel, kaj bi s tem, ker je bilo to pač v bistvu čisto en ekstra stil, pol pa sem čisto po naključju v bistvu zasledil od McWizzlov en posnetek, pa neke skupne prijatelje imamo in sem rekel, to bi bilo pa idealno, če bi mi to skupno naredili, ker so oni pač stari mački tega žanra. In to je to. In tokrat si bolj irsko-škotsko obarvan. Točno tako in tudi se nismo glede te, mislim, smo kar rekli, naredimo res čisto v nekem takem stilu in mislim, da je tudi v takem stilu zdaj to izpadlo, tako da smo vsi zelo zadovoljni in tudi sam proces dela je bil čudovit. Čeprav pa nas skladba pelješ v Kanado. Tudi to je res, ampak celo besedilo, če si ga prebral ali pa če ga bi kdorkoli prebral, je tako precej nedorečeno, z veliko simbolike in vsega kot neke sanje in so to pač v bistvu neke metafore. Je torej to skladba o življenju, ljubezni? Točno tako, ampak je precej zmedeno vse skupaj, kot sem tudi že omenil, jaz imam pač rad to igro besed, zelo redko pripovedujem zgodbe, zato sem se večkrat pošalil, da sem zelo ne Iztok Mlakarski, on je pač čudovit v pripovedovanju zgodb, jaz pa v bistvu se bolj z neko igro besed ponavadi igram, neko kot slikar, ki v bistvu barva ne slika konkretnih stvari, zato tudi ta komad v bistvu ni zgodba, ampak je nek tak v bistvu emotion, mood. Zakaj potem naslov Sandy Beaches North of Montreal, glede na to, da vem, da Montreal ni ravno ob morju? Gre se za to, da v bistvu ta stvar ne obstaja, zato tudi na koncu zapojemo There ain't no Sandy Beaches North of Montreal. V bistvu gre za neke vrste, mogoče zidanje gradov v oblakih, pa mogoče za neke obljube, ki se ne uresničijo. Mogoče lahko vsak sam predstavlja. Vsak mora potem vklopiti svojo domišljijo. Točno tako. Je pa veliko nekih slikovitih prispodob v besedilu in verjetno bi se vsak to mogel malo prebrati, pa o tem razmisliti. Video za skladbo pa je nastajal kar med snemanjem? Tako je, mi smo v bistvu v polku so nekako ti pogovori o nastanku komada stekli, da bomo to delali. Ker nekaj cajta je to tudi trajalo, kar je za nas muzičarje pač tudi kar navada skoraj. Ampak pol sem jaz dobil pač to prvo verzijo od McWizzlov na mail in bil zelo prijetno presenečen, koliko so oni pač tudi komad, kako to zazveni, ker prej bilo to pač kot nek demo posnetek na mandolino za igranje in za pet. Pol smo pa to malo predebatirali, enkrat sem šel na vaje. In ko smo to v bistvu zaigrali prvič skupaj, smo mislim, da kar v parih dneh pol našli termin tudi za snemanje. Nekako se je glih poklopilo, da je to šlo takoj in je bilo tudi krasno, ker je bilo še vse na novo in vedno je saj na tak način delati, da pač probaš čim prej narediti. In pol tudi smo vedeli, da zdaj, če gremo nek konkreten spot snemati, bo to spet trajalo, niti nismo imeli nekih konkretnih idej in so nekole, bom jaz moja 2 prijatelja Dobrana in Niko povabil, da pridete in se z nami ta dan, ko snemamo, tudi toliko bendov že na tak način delalo spote in mi je bilo vedno všeč in zelo simpatično in nekako realno izpade in spot kot nek dokument tistega dneva, ko smo delali in se imeli res lepo, je mislim, da zelo lepo zajel to energijo, ko smo imeli tisti dan. Se vidi, kako ustvarjate. Tako je, res fajn in v vsakem ustvarjanju tudi velikega dobre voljenega druženja in v bistvu smo imeli tudi cel dan delati in smo to zelo sproščeni, brez da bi se nam mudilo spravili skozi. Očitno pa ti glasbenih idej za prihodnje ne manjka. Ne manjka, sicer sem bil v preteklosti tam nekje od 2018, ko sem v bistvu ta svoj prvi projekt izdal, od takrat sem pol 3 cele plate izdal, v raznih žanrih. Sicer nisem tega nič ekstra promoviral, ker sem pač v bistvu le pri Kingston kot član in je pač tam v bistvu, kar se muzike tiče, okupacija. Ampak ja, skozi in v bistvu ti žanri so toliko različni in tudi v prihodnje imam zdaj plan pač nekaj stvari narediti. Bomo pa sedaj tvojo ta novo pomoči skupine Happy All McWizzle poslala tudi v radijski eter, zato Dejan oziroma Dime popeli nas na peščene plaže severno od Montreala. Z veseljem.
homeless on a starway, robbing banks for a candy bar. Blankets for dreaming a dream of dreamless cows. Like a trombone in a river, fish can sadden a marching band, unfolding scrap forever away from loving bones. A beauty beyond belief with some cumbersome guy, coughing through the pyramids of her own divine, tromboning from the river with some people who dance, pretending to be someone else in her own disguise. Bagged in sandy beaches, north of Montreal. Same old story I dreamt of when I was still a child. I closed my heart to keep what's still good inside. Beauty beyond belief with some cumbersome guy, coughing through the pyramids of her own divine, trembling from the river with some people who dance, pretending to be someone else in her own disguise. Painful decisions in her colorful eyes as he marches on her lingerie to slow her down, to tango through the fences of what could be their love. Bagged in sandy beaches, north of Montreal. Beyond belief with some cumbersome guy, golfing through the pyramids of her own divine, trembling from the river with the people who dance, pretending to be someone else in her own disguise. There ain't no sandy beaches north of Montreal. There ain't no sandy beaches north of Montreal.